Takole, pa si pogledamo rešitev tele domače naloge. Tale je bila, f od x je sinus x. Takole. Bomo jo dali na nov list, da bomo lažje rešili. Takole, čist na vrh. Malo pomanjšamo. Se pravi, ko rešujemo oziroma rišemo graf sinusne funkcije, je potrebno iti skozi 3 točke. In sicer prvič je treba poiskati ničle. Ničle so tam, kjer je sinus x enako nič. Oziroma, to so ene posebne točke, ne. Lahko se tudi prestavijo, bomo potem videli. Nič ne bojte, zdaj je zaenkrat še toto. In potem moramo pogledati, kje bomo pa risali te naše ničle. In rečemo y je, uporabimo tole število, 3-krat, namesto sinusa x pa vstavimo nič. Se pravi, zaenkrat bomo y teh točk risali na nič. Kaj pa x koordinate teh točk? Rekli smo, sinus ima ničle, oziroma vrednost sinusa je nič, za x na vsak pi. To smo napisali s formulo k krat pi, kjer je k element celih števil. Kaj zdaj to pomeni, si lahko malo pogledamo. To je na nič, na pi, na 2 pi, na 3 pi, pa tako naprej, ne? Pa tako nazaj tudi v minus. Okej. Druga stvar, ki jo moramo ugotoviti, je, kje ima sinus maksimum. Najvišjo vrednost sinus x dobi v 1 oziroma doseže v 1, za katere y bo pa to pri nas, oziroma za katere vrednosti funkcije. Ja, trojko vzamemo iz funkcije, namesto sinus x vstavimo pa 1. Se pravi, črta naša za maksimum bo na 3. Za katere x pa bo, to je tista formula, x je, ja, prvi maksimuma na pi polovic, potem se pa za vsako periodo doda nov maksimum. Perioda je 2k pi, kjer je k element celih števil. Tako, potem imamo še pa tretje je pa minimum. Minimum je tam, kjer je sinus x najmanjši, to je minus 1. Kje bomo pa to risali, oziroma kje je tista črta za minimum, kam jo bomo narisali? Vzeli bomo trojko, namesto sinus x bomo pa vstavili minus 1. In to je zdaj minus 3. Za katere x? Prvi minimum je v minus pi polovic, pa plus 2k pi, kjer je k element celih števil. Smo rekli, da je treba zraven pisati, ne? Ste videli, vedno so iste formule, ne? Tale za ničle, tale za maksimum in tale za minimum. Zdaj pa narišimo ta graf. Jaz že imam pripravljen koordinatni sistem. No, zdaj, če pogledate ta koordinatni sistem, še ni čisto okej za nas, ne. Kaj zdaj rabimo? Rabimo določiti po x osi pravo enoto. Po x osi smo rekli, da bo pi, ki je približno 3,14, na vsake 3 enote. Pravi, na trojki bo pi. To je zdaj približno, 3,14 bi bilo malo več, ampak zaradi lažjega risanja imamo 3 enote za pi. Imamo 2 pi in 3 pi. Pa nazaj, na minus 3 enote je minus pi, pa še 3 enote sem je minus 2 pi. Tako, enote imamo narisane. In zdaj poglejmo, kje so naše ničle. Naše ničle so na vsak pi. To pomeni na nič, na pi, na 2 pi, na 3 pi, na minus pi, minus 2 pi. Ok, to so ničle. Zdaj pa poglejmo maksimume. Za maksimume pa minimume, lahko bi si tudi za ničle, a ne? Ničle so pač na nič, zato je to na tej črti v tem primeru. Maksimum, na primer, je pa, zdaj smo rekli na trojki. To pomeni, da bomo tisto črto narisali na 3
Zdaj, jaz jo seveda delam polno, medtem ko vi narišite črtkano, ne. Takole, ne, na trojki ravno črto. Tako ravnih črt ne boste nikoli več imeli, ko bomo skupaj v učilnici, tako da si jih oglejte in jih cenite. Okej, zdaj smo pa rekli tako. Minimumi pa maksimumi so med ničlami. Ne, damo ničle na pol in dobimo ali maksimum ali pa minimum. Prvega moramo dobiti. Recimo, da začnemo z maksimumom. Prvi maksimum je tule. X je pi polovic. To pomeni, imamo zdaj nič do pi. Tule je pi polovic. Ampak mi moramo to vrisati na črto za maksimum. X pi polovic, gremo na črto za maksimum, probamo čim bolj natančno, ne, od teh pi polovic, da gre gor. Takole, ja, no, ta že ni ravna. In zdaj povežemo nič do maksimum do ničle, ne. Naslednji hribček bo navzdol. Damo na pol in gremo do črte za minimum. To je ta, ne. In povlečemo. Spet damo na pol, gremo na maksimum. Tako, pa navzdol. V redu, zdaj še pa drugi del, levi del grafa. Imamo zdaj med dvema ničlama na pol. Kam zdaj moramo iti? Bilo je gor, se pravi, moramo iti dol. Probajte ne preveč na špico teh delati. Zdaj pa spet med ničlami na pol in gremo gor. Tako, ne tako fejst na špico, tako bolj lepo krivuljo. Tako mislim, recimo takole. Ta bi bila lepša, čeprav tudi ni idealna, moram priznati, da ni čisto idealna, ne. Takle. Okej, se pravi, to je zdaj graf sinusa, v bistvu 3x sinus x, ne. Kaj opazimo? V bistvu se sinusi zaenkrat pri nas razlikujejo samo za to amplitudo. Se pravi, tukaj gre za 3 enote gor, tukaj gre pa dol za 3 enote. Če bi bilo tukaj 5, bi bilo do tukaj gor, a ne, do 5. Če bi bilo 6, bi bilo do tam gor. Če bi bilo 3 polovice, bi bilo do 1,5. Se pravi, od tele amplitude je odvisno, kam mi rišemo graf. Ali malo višje ali malo nižje dol. Obstaja še varianta, da lahko dobimo sinuse malo bolj na gosto. Vendar bomo zdaj za tele naše razmere pustili take grafe, a ne. To je zdaj sinus. Naslednji video nas pa čaka kosinus. Potem bomo pa par vaj sinusa in kosinusa grafa narisali. Okej, to je to za domačo nalogo. Ni bilo prehodov, ne.